Pozdravljeni, moje ime je Kristjan Tkalec. Jaz sem načeloma iz društva Rampe, ampak kot videli na prvi prezentaciji oziroma na prvi sliki, je društvo Rampa v resnici programsko vezano na Zavod Kersnikova. Zavod Kersnikova je nekako višji, je nekako krovna platforma. In pol znotraj Zavoda Kersnikova v resnici imamo pač razdeljeno na različne dele, si dam tole stran, super. Torej, društvo Rampa je bilo v resnici ustanovljeno zato, da smo se lahko, čisto pragmatično, da smo se lahko prijavili na razpise, na katere se kot zavod nismo mogli. Ideja tega, da bom vnaprej govoril kot Kersnikov, ker je pač nekako programsko del Kersnikove. Kersnikova je sestavljena iz večjih delov, primarno iz Galerije Kapelice, potem pa še Biotehna, Rampa kot laboratorij, ne kot društvo, in imamo tukaj še Vivari. Primarno se ukvarja z sodobno raziskovalno umetnostjo. Če gremo kar naslednji slajd. Hvala. Torej, celoten zavod, vključno z društvom, delujemo na preseku znanosti in umetnosti. Kaj to pomeni? Zelo enostavno, pač vidite mogoče na sliki. Levo je slika, kjer smo z otroki šli pogledati razstavo Gilberta Esparze, ki je vključeval čiščenje odpadnih voda in s tem proizvajanje elektrike z Geobacter rodom bakterij, in s tem je pol poganjal še neko audiovizualno zadevo. Mogoče iz umetniškega vidika, mogoče malo bolj, čeprav je tudi tehnično zelo zahtevna zadeva. Druga slika pa prikazuje delavnico, ki smo jo izvedli v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in so recimo osnovnošolci imeli priložnost delati z gensko modificiranimi organizmi, seveda pod njihovim nadzorom. Lahko kar naslednji slajd. Kot rečeno, je primarni fokus zavoda je sodobna raziskovalna umetnost, ki izhaja iz Galerije Kapelice. Zdaj, kaj je sodobna raziskovalna umetnost, je najbolj enostavno reči, da ni več umetnik kot posameznik, ampak je skupina, kjer je noter umetnik, raziskovalec, programer, znanstvenik, kakršnakoli je že skupina, ustvarjajo neki tehnološko in družbeno pač težjo zadevo, ki se nekako je skozi uporabo nove tehnologije in skozi kritično razmišljanje o teh novih tehnologijah in o sami družbi na splošno. Torej, za primer je recimo zelo dober primer, kako funkcioniramo. Je bila od Michael Sadbona razstava z slime moldi. To so sluzavke, zelo zanimiv enocelični organizem, ki pa imajo svoj nek intelekt in je skozi kritično razmišljanje in debato, kaj sploh intelekt je to neka lastnost človeka ali je to neka širša lastnost, naredil igrico, kjer se levi proti desnim slime moldom se pač tepejo za hrano in skozi to hrano v resnici igrajo igrice. Lahko kar naslednjo. Zdaj, nek primer dobre prakse, kako funkcioniramo na zavodu, je tako, da črpamo ideje, kritično razmišljanje in kritični pogled na svet, na problematiko in tudi uporabo novih tehnologij iz teh umetniško-znanstvenih projektov. Sam koncept je tak, da imamo, ne vem, 20, odvisno od leta in odvisno od letnega časa, koliko aktivnih mentorjev, ki grejo na delavnico, na razstavo, dobijo nek vpogled v neko problematiko in pol iz tega črpajo neko znanje in na podlagi tega velikokrat tudi vključno z umetniki, ki so takrat pripravljajo svoj vtis ali pa celo razvijajo ga pri nas, naredijo tukaj tudi delavnico. Tako je nastala zelo cool delavnica Sluzologi, kjer so v 10 srečanjih, 10 petkov po 3 ure, se poglabljali o tem, kaj sploh slime mold je, kako ga gojiti, kako mu labirint narediti, kako opazovati. Pogovarjali se tudi o tem, kaj je neka inteligenca, kako jo merimo pri človeku, ali je to samo človeška lastnost, ali so tudi različne oblike inteligence mogoče. Na koncu so tudi naredili tak hack, kjer so uporabili slime mold za proizvodnjo glasbe, torej dali so neki input, skozi slime mold je šlo in se je ta glasba, glede na to, kako je slime mold rastel in se premikal, se pač tudi spreminjala. Lahko gremo na naslednjo. Hvala.
naš fokus je pač neformalno izobraževanje na preseku znanosti in umetnosti. Zdaj verjamem, da zelo dobro poznate razliko v formalnem in neformalnem izobraževanju. Zdaj ena taka kar simbolična slika, no, kjer se že fizično postavimo na isti nivo, kar pomeni, da nismo mi nad njimi, ne predstavljamo vsevednega učitelja, ampak v resnici predstavljamo mentorja, ki jih spodbuja s tem, da raziskujejo in da se opravnomočijo glede česarkoli. Recimo tako zanimivo okolje, ki ga zgradimo, kar tudi v šolah velikokrat, ko nas povabijo, naredimo je to, da pač umaknemo mize, umaknemo stole in so si na tla usedemo in začnemo nekako na istem nivoju, da že s tem, že z vizualnim pogledom, mislim, da niso oni pod nami in nas malo više gledajo, ampak smo na istem nivoju, že tu se kar velik preobrat naredi pri učenju in pri sodelovanju. Lahko gremo naprej. Uporabljamo metodo nevednega učitelja, kjer s spodbujanjem raziskovanja in samostojnosti v resnici navdušujemo udeležence delavnic. Probamo jih opravnomočiti, da lahko, da povejo, da ni nič narobe, če so v drugo smer razmišljali ali pa se malo drugače interpretirajo zadevo, ne bodo dobili enke, pa nič takega, ampak se to vam itak verjetno zelo dobro znano. Na delavnicah uporabljamo tehnike, kot so recimo do it together, do it yourself, naredi sam, naredimo skupaj, fail better, recimo zadnja slika je bila glih lepo ujeta, kjer so ugotovili na delavnici, pač ko so merili, kar smo delali, ukvarjali smo se z antibiotiki, rezistenco antibiotikov, alternative antibiotikov in smo tudi gojili zdaj mi je ušlo iz glave. Eno glivo smo gojili, ki proizvaja antibiotične sestavine, ampak so ugotovili, da so zatehtali malo preveč in kako zdaj to rešiti in pač ni konec sveta, ampak smo pač šli jovo na novo. Tako da se tudi tekom delavnic nekako naučijo, da če jim spodleti nekaj, da ni konec sveta, da se pač poberejo, vidijo, probajo analizirati, kaj je šlo narobe in pol pač naredijo bolje. Lahko gremo naprej. Spodbujamo posameznikovo zanimanje in interese, hkrati jim podajamo širino v razmišljanju. Cilj je, da v udeležencih spodbudimo kritično razmišljanje, zato se vedno pogovarjamo tako zvano o obeh straneh medalje. Torej, če smo mi govorili o antibiotikih, antibiotiki so zelo cool, jaz sem po izobrazbi biotehnolog, da smo imeli kar lep pogled, takrat smo sodelovali pri tem projektu z biotehniško fakulteto, z mojo bivšo profesorico. Ampak da jim mi prikažemo antibiotike kot nekaj dobrega, ampak hkrati tudi, kako slabo lahko vplivajo antibiotike, torej v obe smeri. Ena mogoče zanimiva anekdota, kjer smo za ta sklop delavnic smo zaprosili pri Leku za sofinanciranje oziroma dofinanciranje in jim ni bilo všeč zadnji del delavnic, kjer mi kritično razmišljamo o antibiotikih in iščemo alternative. So nam rekli, so nam kar jasno dali vedeti, da oni spodbujajo do spoznavanja, kaj so antibiotiki in delanje s temi zadevami, ampak tisto, zakaj so pa slabi, pa to pa oni. In posledično pač nismo dobili financiranje. Ampak, okej, hvala. Dodal bi še par na koncu iztočnic, mogoče še, ki se tičejo ne toliko izobraževanja otrok, torej osnovnošolcev, recimo ena izmed teh iniciativa Čipke, ki je nastala v letu 2013 pod okriljem Ide Hirschenfelder in Saše Spačal ter Zavoda Kersnikova. Primarno je bil prostor, ki je namenjen ženskam, da se lahko spoznavajo s presekom z umetnosti, znanosti, novimi tehnologijami, karkoli, kar se tiče, kar jih zanima in je vključeno nekako nove tehnologije. Zdaj, ta slika je bila zelo cool, ampak sem naknadno ugotovil, da je Miro zraven en izmed mentorjev. Načeloma je to plac, kjer so res ženske, ampak tu pa tam se dovoli, da tudi pride kak moški. Skozi analize smo ugotovili, da je drugačna dinamika, če ženska ženskam predaja neko znanje o programiranju, recimo, kot pa če kak moški zraven, ker se vseeno ta družbi, v kateri živimo, se že oblikovalo marsikaj, kar pa malo slabo vpliva na celo zgodbo. Torej, še zadnja dva slajda. Usposabljanja, že
davnega leta, kar prejšnjo, hvala. Že kar pred enimi 9 leti smo začeli z usposabljanjem mentorjev, ker smo ugotovili, da enostavno nas ni dovolj, ki bi izvajali delavnice. Torej vsak začetek koledarskega leta, tam februarja oziroma marca, malo variramo, odvisno od leta, začnemo z usposabljanjem. 12 srečanj je, kjer se novi mentori seznanijo z novimi tehnologijami, kot so Arduino, laboratorijske tehnike, programiranje, elektrotehnike, nosljiva tehnologija, in tudi z kako delavničarstvo, kako delati, izvesti delavnico, vključevanje umetnosti, kako vse to preplesti, kako problematiko iz ArtPiece-a izvleči ven. Tekom leta imamo pa konstantno pol za naše aktivne mentorje tudi usposabljanje, kot recimo kritična uporaba umetne inteligence, Blender imamo delavnice, za Godot Game Engine imamo tudi delavnice, ki so namenjene našim mentorjem, zato da pač izboljšujejo svoje znanje. Tudi zdaj smo v fazi še priprave projekta, kjer bi nudili usposabljanje učiteljem. Nismo še začeli formirati, zdaj samo formiramo projekt, da bi ga prijavili, potem je pa nekak cilj, da zberemo učitelje seveda in profesorje, da bi z njimi soustvarili usposabljanje, ki bi bilo pisano njim na kožo. Zdaj bo to krajše, daljše, bomo še videli, boste pa vabljeni seveda. In še last but not least, 4 leta zdaj smo končali s Kons platformo. Kons platforma je platforma za sodobno raziskovalno umetnost in je sestavljena iz večjih delov, ampak ključen del same platforme je bilo neformalno izobraževanje. Izvajali smo ogromno delavnic na preseku znanosti in umetnosti po celi Sloveniji. Hkrati smo pa tudi 4 leta izvajali usposabljanje za nove mentorje v Mariboru, Velenju, Celju, Novem mestu, Novi Gorici in seveda Ljubljani. Zdaj na žalost tega projekta konec, tako da nadaljujemo z usposabljanjem sam v Ljubljani, ker nam pač finance trenutno omogočajo tako širino. Za delavnice smo pa itak vedno leteči in ne izpustimo prilike, bom rekel temu tako. Če so še kakšna vprašanja, če ne, pa to na hitro sem, mogoče malo prehiter, ampak jih veliko mora iti. Jaz ne vem, malo pohiter. Hvala. Najlepša hvala, Kristjan, za tole predstavitev. To je bila ideja te predstavitve, za to predstavitev je bila tudi v tem, da vidimo, kaj vse je možno na presečišču različnih disciplin, in ko se v šolstvu srečujemo s kakšnimi projektnimi razpisi in vidimo, kje je kratico STEAM, če sem kakšno črko zamenjala, mi oprostite, je v bistvu po tej predstavitvi prva asociacija lahko Kersnikovo oziroma društvo Rampa, ker pravzaprav ravno to počnejo, vsa ta področja združujejo v zelo zanimive dejavnosti, ki se lahko izvajajo pravzaprav za vse starostne skupine.